Poslušalke in poslušalci, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta in kot smo že v tem tednu napovedovali, v studiu Radia Sraka gostimo evropskega poslanca Franca Bogoviča, član Slovenske ljudske stranke v poslanski skupini Evropske ljudske stranke. Lep pozdrav in dobrodošli na našem radiju Radio Sraka. Lep dober dan, pozdravljeni vi in poslušalke in poslušalci vašega radija. Gospod Bogovič, vi ste član Slovenske ljudske stranke, vendar ko pridete v Evropski parlament, pa se pridružite Evropski ljudski stranki. Tako je, kot ste dejali, na različnih listah smo izvoljeni najprej v Evropski parlament, potem pa se pridružimo poslanskim skupinam, ki so oblikovane znotraj Evropskega parlamenta. Tisti, ki pripadamo strankam, ki so že prej članice neke politične skupine, kot je Slovenska ljudska stranka, članica Evropske ljudske stranke, ni nobene dileme. Se pač pridružiš svoji matični stranki in poslanski skupini, v kateri deluješ, in v tem mandatu je kar 5 poslancev iz Slovenije v tej poslanski skupini, poleg mene še gospod Lojze Peterle iz Nove Slovenije in kolega Zver, Romana Tomc in pa Patricija Šulin iz SDS. Tako da iz 3 strank smo potem združeni v eni poslanski skupini. Koliko je vse skupaj slovenskih poslancev zdaj v Evropskem parlamentu? 8 nas je, poleg omenjenih 5 v Evropski ljudski stranki je v Evropskem parlamentu tudi gospa Tanja Fajon, ki pripada socialistom, gospod Ivo Vajgel je pridružen skupini ALDE, se pravi liberalcem, gospod dr. Igor Šoltes pa se je pridružil poslanski skupini Zelenih in pri njemu je že bil tak primer, da stranka, kateri je pripadal, ni bila članica nobene evropske grupacije in potem je bila to njegova odločitev, da se pridruži Zelenim. No, mi moramo povedati, da na Radiu Sraka vedno redno prejemamo obvestila o delovanju prav od vas in vaše skupine, tako da se vam zahvaljujemo, pa upamo, da bo tudi ta lepa gesta prišla v navado ostalim poslancem, da bomo še iz njihove strani vedeli, kaj se dogaja pri njih. Sicer pa, če nekako začneva s pogovorom pri mladih, ne, pravimo na mladih svet stoji, Zavezništvo za mlade v Sloveniji pa je iniciativa, ki ste jo v ponedeljek s posebno konferenco začeli v Posavju v Krškem. Zakaj tukaj gre? Za kakšno zavezništvo? Gospodarska kriza je na nek način določila nekatere, ki so v tej krizi prišli bolje skozi, nekateri slabše in zagotovo lahko rečemo, da so mladi v številnih državah potegnili kratek konec. Zdaj tudi precej aktivnosti že najprej znotraj Evropskega parlamenta, kot je pobuda Erasmus za izmenjavo študentov, za izmenjavo šolskih programov. V nadaljevanju so tudi določena sredstva za zaposlovanje mladih, ki jih potem preko Evropskega socialnega sklada izvedejo v državah članicah. Pri tej pobudi Zavezništvo za mlade pa gre za nek način nadgradnje oziroma nadaljevanje tega, kar počne multinacionalka Nestlé znotraj evropskega prostora. Sami so začeli s to aktivnostjo najprej znotraj svoje skupine, pridružilo se jim je še 200 evropskih podjetij in njihov cilj 2 leti nazaj je ta pobuda pričela, je, da bi do leta 2020 zaposlili preko vajeniškega dualnega sistema 230 tisoč mladih Evropejcev. Doslej so že prišli do polovice te številke, 115 tisoč so že dali to priložnost in sam sem se pridružil tej pobudi, tudi povabil v Bruselj skupino iz mojega Krškega, iz našega prostora, tako da so bili z nami predstavniki občine, gospodarske zbornice, obrtne zbornice, potem tudi različnih podjetij, tudi nekaj novinarjev bil z nami in smo ta zgled pogledali in se tudi na osnovi tega odločili, da pričnemo s podobno pobudo najprej v domačem prostoru, tam običajno najlažje takšno pobudo tudi izpeljem in prav ponosen sem na ponedeljkovo konferenco, ker nas je bilo blizu 100 in smo se jasno zavezali k temu, da odpremo vrata podjetij, povežemo s srednjo šolo v Krškem, ki že danes zelo dobro sodeluje z gospodarstvom in da na ta način začnemo z odpravo tega, kar je največji problem v Sloveniji, pa tudi v nekaterih evropskih državah. Se pravi, da mladi ne morejo vstopiti v podjetje oziroma da vajeniški sistem ne deluje. Zelo zanimivo je, da ko pregledujemo ta vajeniški sistem, je najbolj učinkovit v Avstriji, Nemčiji, Danski, Nizozemski, Belgiji in na drugi strani so to države, kjer je brezposelnost med mladimi najnižja. In Evropa prav potrebuje to, da so mladi čim prej vključeni v šolski proces. To, da pri nas kar 70-75% mladih gre študirati, je anomalija.
v teh državah kot so Avstrija, Nemčija, med 35 in 40% mladih zaključi šolski proces, kjer skoraj pol ali pa tudi več časa preživi tudi v podjetjih, pri 19 letih pa so v nemškem jeziku tako imenovani fachmani iz teh fachšol, se pravi mojstri poklicev, ki imajo največkrat zagotovljeno delovno mesto že naprej in tudi njihove ekonomije to priznavajo in konec koncev se vidi v uspešnosti teh gospodarstv. Tako da mislim, da se moramo na tem veliko naučiti in želim to prakso, ki jo v Evropi vidim kot koristno za nas, prenesti v naš prostor. Začel pa sem, kot sem že dejal, v Krškem, Posavju in verjamem, da lahko v letu, 2, 3 to postane slovenska praksa, podobno kot smo že tam okoli leta 2002-2003 v Krškem pričeli z štipendijsko shemo, ki je v 2 letih prerasla v slovensko shemo. In v Evropi se imamo marsikaj dobrega za naučiti in kar je dobrega, ne odkrivamo tople vode še enkrat, ampak enostavno adaptiramo na naše razmere in uvedemo v naš prostor. Imate morda kakšne izračune, načrte, koliko mladih bi lahko na ta način prišlo do zaposlitve? Moram reči, da sem s to aktivnostjo začel 2 meseca nazaj. 15. novembra je bil ta ogled Bruslja, včeraj je bila izpeljana ta konferenca in dogovorva se tako, pa bomo o številkah govorila v naslednji oddaji, kaj te aktivnosti se bodo nadaljevale sedaj takoj že v tem novoletnem času in ko bomo videli tudi, koliko so se podjetja pravzaprav pripravljena odpreti v začetni fazi, tudi občina Krško se je odločila, da bo podprla to inicijativo in bomo potem lažje govorili o številkah. Se strinjam. Zdaj le sledi glasbeni predah, katerega boste izbrali kar vi, kaj ne da? Tako je, z mojih koncev, iz moje vasi, pravzaprav iz Koprivnice, kjer sem rojen, prihaja Toni Sotošek. V Bruslju živi župnik Dori, ki sem ga nekajkrat obiskal, tudi bil je slavnostni govornik v občini Krško v občinskem prazniku in v teh dneh, ko se je zgodil ta teroristični napad v Berlinu, preživlja težke trenutke. On pa je na nek način tudi mecen kvinteta Dori in naš Toni Sotošek in kvintet Dori so skupaj naredili odlično pesmico Pri nas in pri vas in naj se danes spomnimo obeh tudi s to pesmijo. Pozdrav, Radio Sraka iz Florida, Steve Angel. Na Radiu Sraka gostimo evropskega poslanca Franca Bogoviča in v nadaljevanju bomo še nekoliko govorili o mladih. Tisti, ki ste že od začetka z nami, ste nekaj že izvedeli o zavezništvu za mlade. Gospod Bogovič, za mlade, ki bodo dopolnili 18 let v Evropskem parlamentu in vaši politični skupini predlagate brezplačno vozovnico za Interrail. Za kakšno vozovnico gre in kako je do tega prišlo, zakaj to predlagate? Ja, znotraj Evropskega parlamenta je na nek način kar cela vrsta aktivnosti, kako bi čim več prometa preusmerili tudi na železniški promet, kajti vemo, da je zaradi okoljskih in vseh vplivov, ki jih promet povzroča, železnica tista, ki je najbolj prijazna. Po drugi strani pa je zavedanje, da moramo Evropejci se bolje poznati, da sam tudi opažam po teh 2 letih in pol delovanja v Evropskem parlamentu, da imamo kar precej konfliktov, ker sami se med sabo najbolj ne poznamo. Ne vem, mi naše mlade najraje pošiljamo, ne vem, proti Benetkam, Salzburgu, Münchnu, Dunaju. Redkeje pa gredo naši mladi, ne vem, na Poljsko, na Češko, Slovaško, baltske države. In v tem kontekstu, se pravi, da spoznavamo standarde, da spoznavamo kulturo življenja v posameznih državah, je potem vodja naše poslanske skupine, gospod Weber iz Bavarske, prišel na to pobudo, ki smo v naši skupini seveda z veseljem podprli, da bi tako imenovano Interrail vozovnico podarili enkrat vsakomur, ki napolni tam 18 let. To je vozovnica, kjer lahko preko poletja mladi brezplačno potujejo po Evropi z evropskimi vlaki. Del teh sredstev bi naj zagotovil Evropski parlament oziroma Evropska unija, del pa pričakujemo tudi na sodelovanje za del sredstev pričakujemo na sodelovanje z železnicami širom po Evropi in na nek način tako družno ponudimo to možnost, da mladi tudi potujejo in da hkrati spoznavajo to kulturo, kajti mislim, da bomo se v Evropi resnično morali še bolje poznati med sabo, spoštovati eden drugega, tudi videti, da so v Evropi med posameznimi državami tudi daj velike razlike, ampak Evropa je lepa ravno v teh različnostih in
kot to možno želimo ponuditi mladim. In če bodo že pri 18 letih spoznali kulture drugih držav v Evropi, bodo morda, ko bodo nekoliko starejši in opravljali delo v tujini, seveda se morda tudi lažje prilagodili in vse skupaj tudi bolje razumeli. Jaz mislim, da je predvsem pomembno, da zgradimo svojo samozavest. Sam sem do teh nekajkrat 18 let že kar imel priložnost malce potovati po svetu, tudi v Evropi skoraj vse države, pa tudi širom po svetu, in sam vedno rečem plastično, da kadarkoli pridem nazaj, so moja ramena 5 cm višja in sem ponosen na svojo državo. Tako da jaz mislim, da je vsakomor lahko imperativ najti perspektivo, prihodnost domači deželi. Tam je običajno tudi življenje najlepše, tam je to krog prijateljev, tam so tvoji sorodniki. Mnogi tudi danes jih vedno več odloča, tudi za pot zunaj naših meja. Vesel sem, kadar se te potem tudi vračajo. Tako da jaz mislim, da osnovni cilj je, da se spoznamo, da vemo, da so priložnosti na različnih koncih sveta. Vsaka država, vsak narod pa mora znotraj svojega kroga tudi poiskati tiste priložnosti, ki so za to državo znotraj evropskega prostora najboljše. Ne vem, Slovenija je mala država z 2 milijona ljudi, je logično, da smo zelo odprta ekonomija, kajti z malo večje podjetje preseže kapacitete slovenskega trga, in to, da lahko, ne vem, 2 milijona Slovencev danes ob 40 milijardah bruto družbenega prihoda kar 30 milijard izvozi, od tega zopet 3/4 na evropski trg, je neka zadeva, ki dokazuje, da znamo tekmovati z najboljšimi. In jaz sem prav vesel in ponosen na številna slovenska podjetja, ki to dokazujejo, da znajo to delati, tudi kar nekaj takšnih, ki sem jih tudi sam pomagal pripeljati v naš prostor in so danes odlična podjetja širom po Evropi. V Novem mestu imate sploh najbolj izvozno gospodarstvo in na ta način mislim, da se nam ni treba nič bati te prihodnosti, je pa treba te izzive enostavno zagrabiti, jih videti in iti tudi smelo, korajžno v te izzive. In mladi več kot vedo, lažje bodo kos izzivom tudi na domačem dvorišču. Kdor pa bo tudi našel priložnost, ki je zunaj naših meja, pa verjamem, da to tudi nič tako slabega, kot mogoče na prvi pogled zgleda. Strmeti pa moramo k temu, da bodo naši mladi kadri svojo priložnost najdli doma, kot sem že delal, najbolje se bodo počutili in konec koncev iz narodnega gospodarstva, če smem temu tako reči, je to tudi velika izguba vsakega mladega, ki ga, ne vem, šolamo do 25. leta, na nek način tudi v njega vlagajo tako starši kot družba, na koncu pa koristi od takega mladega človeka izkoristi neko drugo ekonomijo. Mogoče je malce kruto, ko govorimo o številkah, vendar pa v Evropi se vedno bolj soočamo in zato tudi, kot smo v uvodu te oddaje govorili o tej pobudi za mlade, da bo treba v kadrih skrbeti, da je treba znati odpreti vrata v podjetja, da jih je treba pravočasno vključiti, kajti v naslednjih letih bo v starajoči Evropi vedno večji problem, da bo tistih mladih, ki bodo upravljali delo, ki bodo na nek način skrbeli za prihodnost in pa tudi lepšo starost starejših vedno manj. In zato mislim, da je potrebno prav za vsakega poiskati priložnost in se primerno potruditi. Sicer pa, tako kot ste tudi rekli, Slovenija ne glede na majhnost lahko tekmuje z Evropo, svetom, tako na gospodarskem področju, kot tudi na športu. Lani smo imeli Tino Maze pa Petra Prevca, zdaj smo začeli sezono z Domnom Prevcem in pa tudi Ilko Štuhec. To so največji užitki, ko vidiš, kako predstavniki, ne vem, na koncu niti ne več naroda, ampak ene družine pravzaprav premagujejo ves ta zahodni svet in recimo alpski svet, v katerem se, ne vem, odvija največ smučarskih skokov, poleg, ne vem, še ostalih dežel. To je tisti najbolj uspešen del sveta, kajti v Evropi govorimo tudi o teh makroregijah in za alpsko regijo je zanimivo to, da ima gorska področja, da ima tudi večja mesta v zaledju in je to v bistvu najbolj razvit del Evrope, pa konec koncev tudi sveta, kjer najlepše živimo in v tem svetu so naši fantje in punce najboljši, tako da odlični smo. Zdaj pa ponovno nekaj glasbe. Še vedno ste v družbi Radia Sraka in pa v družbi evropskega poslanca Franca Bogoviča, ki je z nami v studiu. Gospod Bogovič, povejte nam, kako v Sloveniji izpeljati kakšen velik infrastrukturni projekt, kot je denimo drugi tir Divača-Koper. Ste strokovnjaki govorili pred dnevi o tem, se pravi, kako? To je vprašanje.
ker je to res neko na prvi pogled nerešljivo vprašanje v Sloveniji, kajti v zadnjih letih smo izpeljali bore malo projektov, teh velikih projektov, zahtevnih projektov. Smo v naši pisarni tudi organizirali to okroglo mizo z strokovnjaki slovenskega prostora, ki so predvsem praktiki. Ne vem, z nami je bil gospod Matjaž Knez, nekdanji direktor Darsa, bil je gospod Metodi Batista, nekdanji direktor DDC-ja, ki je zelo zaslužen tudi za to, da smo v Sloveniji avtocestni križ zgradili konec koncev. Z nami je bil potem tudi Svilan Sibil, direktor SID banke, tudi predstavniki Luke Koper in pa tudi Slovenskih železnic so bili z nami. Ključni izziv, ki je bil vržen z moje strani, predvsem Ministrstvo za infrastrukturo v povezavi z drugim tirom, je to, ali se res dovolj odgovorno lotevamo tega projekta, da se bomo februarja lahko prijavili na razpis, ki ga omogoča Evropska unija preko sklada CEF, to je sklad, s katerim se financirajo železnice, energetika, in neka ocena je, da bi lahko v tem drugem, ki bo pravzaprav tudi bolj kot ne zadnji tak večji razpis v tem 7-letnem obdobju 2014-2020 pridobili za drugi tir tam nekje okoli 250 milijonov evrov, to je, ne vem, četrtina, petina te investicije. In glede na to, kar spremljam to zadevo od vsega začetka, ko je začel nastajati tudi ta tako imenovan Junckerjev sklad, in v Sloveniji ni nobene aktivnosti prave strani vlade, da bi zagotovili kakšen projekt, ki bi lahko šel tudi skozi takšen sklad. Ne vem, naprimer druga cev tunela pod Karavankami, hidroelektrarne na Srednji Savi, energetska obnova stanovanjskega fonda v Sloveniji in tudi, ne vem, kje na področju lesne biomase. To so projekti, ki so v ostalih evropskih državah že zaživeli in od planiranih dobrih 300 milijard investicij, ki bi ne v Evropi stekle v okviru tega sklada, jih je že preko 150 milijard že v teku. V Sloveniji nimamo pravzaprav še nobene resne takšne investicije. Zato smo postavili na nek način retorično vprašanje, odgovori iskali pa zelo praktično. Tudi sam sem postregel s svojimi izkušnjami iz domačega posavskega prostora, kjer smo se, ne vem, 15-20 let nazaj odločili, da gremo v izgradnjo hidroelektrarne na spodnji Savi, in so do danes že 4 hidroelektrarne od takrat v funkcioniranju, 5 v izgradnji, 6 v pripravi, in enostavno takšnih projektov v Sloveniji ni. Gre pa za to, da je odločitev tudi na nek način usmeritev Evropske komisije, da je v Evropi potrebno spodbuditi investicije in da je v Evropi potrebno izvesti tako imenovano reindustrializacijo, se pravi, da se del proizvodnje, ki smo jo v 10-15 let nazaj selili po celem svetu, vrne v Evropo, oziroma da proizvodnjo 21. stoletja lociramo na evropskih tleh. In to so ta podporna okolja, ki jih nudi Evropska unija, ki so izdatna, ki so dobra, vendar pa je potrebna za te velike projekte največkrat tudi koordinirana vladna aktivnost, in te aktivnosti pogrešamo. Zato je bil sklic te konference in pa zelo jasen apel usmerjen prav v drugi tir, ki je povezan še zopet, kot smo že govorili pri vozovnicah, z usmeritvijo Evropske unije, da izgradi kvaliteten infrastrukturni železniško omrežje v Evropi, kjer bi veliko prometa, predvsem tovornega, pa tudi potniškega, potekali po železnicah, da se to financira. In vekolikor ne bomo v Sloveniji tega zgradili, bomo počasi odrezali Luko Koper od Avstrije, Slovaške, Madžarske, od naših tradicionalnih trgov, kjer konec koncev tudi veliko blaga iz Kopra gre, in te tokovi se lahko kaj hitro preselijo preko Trsta in pa preko Italije in pa avstrijske Koroške, kjer intenzivno gradijo železniško omrežje, ki je že danes boljše od našega, pa ga še izboljšujejo. Tako da sam sem ocenil nek način tudi kot človek iz prakse, da je tega, naj uporabim malce grob izraz, mencanja v slovenskem prostoru dovolj, in da enostavno poskušamo tudi na tak način prispevati, spodbuditi vlado, naj spelje te projekte, ki so ključni za Slovenijo. Tako kot je bil, ne vem, na nek način slovenska odločitev, da smo zgradili avtocestni križ, mislim, da je naslednja zadeva, da izgradimo železnice. In neko zgovarjanje na izračune, na študije, kdaj se nam bodo te investicije povrnile, so malce za lase privlečene, kajti železnice so medgeneracijske investicije,
ki jih je treba zgraditi in enostavno potem v desetletjih povrne se ta denar tudi z razvojem podjetij okoli, ne samo o tem, koliko se denarja povrne iz železnice. In sam sem na nek način parafraziral, ko se je ministrstvo odločilo za OECD-ovo študijo, kjer bi ugotovili izvedljivost tega vira, da vekolikor bi se v Avstro-Ogrski na takšen način lotevali izgradnje železnice od Dunaja do Trsta, bi dežela Kranjska ostala odrezana od teh železnic, pa tudi odrezana od razvoja. In bojim se, da so nekatere aktivnosti, ki jih danes vodijo ministrstva in vlada, prepočasne in da je enostavno v tem času treba odreagirati. V nasprotnem primeru zgubimo sredstva, ki so na razpolago v tem 7-letnem obdobju, in bojim se, da bo predvsem Luka Koper, posledično pa potem pa tudi železnice, ki danes generirajo večino tovornega prometa, ravno zaradi Luke Koper, počasa izgubljali in bo še manj možnosti, da bi jih zgradili. Tako da mislim, da je treba v nekem trenutku imeti korajžo in izpeljati to, kar je v tistem trenutku potrebno narediti, in konec konca takšne investicije bile pomembne tudi za gradbeništvo v Sloveniji, ki mu v teh letih manjka dela. V Evropskem parlamentu ste predlagali, da tudi v Evropi na svoje izdelke napišemo, če so narejeni po principih pravične trgovine, in da ni razloga, da tako označujemo samo izdelke iz drugih kontinentov, kot je denimo kava. Potrošniki namreč radi vemo čim več o izdelku, tudi o njegovem izvoru, poreklu. Kako do več vidnosti, transparentnosti, odkritosti ter s tem do več zaupanja med potrošniki in proizvajalci? Ja, to razpravo sem na tak način zaokrožil, ko smo govorili o problemih v kmetijstvu in pa o nepravičnih praksah v prehranski verigi, kjer vidimo, da enostavno tisti, ki pridelujejo hrano, potegnejo vedno krajši konec, dobijo vedno manjši delež izdelka. In ko sem to izjavo dal, sem enostavno postavil vprašanje oziroma tezo, ali ne bi bilo prav, da ob tem, ko sedaj od tako imenovanem fair trade, pošteni trgovini, označujemo izdelke, ne vem, na kavi, na čaju, ki prihaja iz drugih kontinentov, pomislimo tudi takrat, ko, ne vem, evropski predelovalec mleka, kot se je zgodilo leto nazaj ali pa pol leta nazaj, dobi 20 centov in pa kakšen cent preko 20 za liter mleka, ko vsi dobro vemo, da je lastna cena tega litra mleka nekje okoli 30 centov in da se pravzaprav kakšna akumulacija, tudi možnost posodobitve na kmetijah začne pri tistih centih iznad 30. In v tem delu je tudi precej aktivnosti znotraj Evropskega parlamenta, kjer se razmišlja o tem, da bi se enostavno takšne nezakonite prakse tudi sankcionirali, se pravi, da se sprejmejo tudi nacionalne zakonodaje, znotraj česa se določi, kaj je pravzaprav v tej trgovini pošteno in kaj ni pošteno. Tako da to je en širši problem. Na nek način je potrebno tudi v kmetijstvu z večjimi povezavami ta sistem narediti robustnejši, kot so ga naredili trgovci. Žal pa je ta monopol oziroma oligopol trgovin tako močan, da bodo kmetje zelo težko parirali tem izdelkom, predvsem pa, da je potrebno tudi imeti zelo jasno sledljivost izdelkov, da vemo, kdaj govorimo o izdelkih, ki so predelani v domačem prostoru, ki so izdelki, ki so prepeljani, ne vem, nekaj tisoč kilometrov daleč, da imajo kupci tudi to možnost. Gre za zelo zahtevno vprašanje, kam naprej s kmetijstvom, kako poskrbeti, da bodo tudi majhne kmetije lahko obstale, da bomo imeli obdelano krajino, da bomo imeli posledično tudi lepe pogoje za turizem, lepe bivalne pogoje, hkrati pa, da bomo tudi čim več hrane predelali, ne samo znotraj Evropske unije, ampak tudi znotraj vsake posamezne države. Tako da gre za zahtevno vprašanje, s katerim se zelo veliko ukvarjamo tudi v odboru Agri, se pravi odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja, katerega član sem. In gremo ponovno v glasbi. Everybody, I'm Lynn Marie from Nashville, Tennessee, and we're listening to Radio Sraka and Radio Multikut FM Berlin. Še vedno imamo poslanca na obisku na Radiu Sraka in to je evropski poslanec Franc Bogovič. Nekoliko smo pred glasbenim predahom že govorili o kmetijstvu, namreč vi se veliko posvečate kmetijstvu, ki je pomembna panoga pri nas v Sloveniji, na Dolenjskem, tudi pri vas v Posavju seveda. Kakšna je prihodnost našega kmetijstva tako v Sloveniji kot tudi v Evropi? Slovensko kmetijstvo je kmetijstvo, ki ga zaznamujejo predvsem drobna posestna struktura,
6,5 hektarov, nekje je približno povprečje slovenske kmetije, evropska je tam 16-17 hektarov, povprečno velika, v tistih razvitejših zahodnoevropskih državah se to približa tam 60-80 hektarom, tudi 100 hektarov, ne vem, Slovaška, Češka, ki imata največje posestne strukture, pa so kmetije tam 150-180 hektarov velike. Zato bomo mi tudi ob pomankanju orne zemlje, kajti teh 900 kvadratov po človeku, 180 tisoč hektarov v Sloveniji, ne omogoča samo oskrbe, ne vem, v pridelavi koruze, žit in podobno. In zato bo potrebno poiskati neke niše tudi na drugih poljih. Tako da imamo nekatere intenzivnejše panoge, ne vem, naš prostor zaznamujejo od zelenjadarstva na nivah, ne vem, sadjarstva, vinogradništva, kjer so priložnosti in tako velike kmetije že omogočajo iz osnovne dejavnosti dovolj prihodkov, da lahko družina s tem preživi. Od tu naprej prihajamo zdaj na novo polje, kjer je potrebno s to diversifikacijo aktivnosti na kmetijah poiskati dodaten zaslužek in eno od večjih priložnosti, ki jih sam vidim, je ta povezava med pridelovalcem in potrošnikom. Tu imamo kar celo vrsto odličnih primerov, tudi, ne vem, najbolj inovativnega kmeta v Sloveniji, Tonija Kukenberga iz naših trebanjskih koncev imamo, ki je pokazal, kako z novostmi na nek način potem tudi na manjši kmetiji za te evropske razmere dosež primerljiv prihodek. Tako da mislim, da tu je ena od priložnosti, kjer bo potrebno v nadaljevanju iskati še celo vrsto teh bližnic med pridelovalcem in potrošnikom. Največkrat se takrat tudi izognemo teh nepoštenih praks oziroma teh dodatkov, ki se naberajo vmes, ali so to logistični ali so trgovski, ne vem kakšni, ki to izdelek na nek način podražijo oziroma pridelovalcu dajo majhen prihodek. V direktni prodaji se pravzaprav tega lahko izognemo. In drugo, kar pa zdaj tudi pri mojem delu zdaj intenzivno razmišljamo, je pa o tem, da je podeželje kot bivalni prostor, ki mu vsaj v Sloveniji priznamo dovolj veliko kvaliteto, da da prostor zanimiv tudi za mlade, na drugi strani pa na podeželju precej starejših ljudi in sedaj intenzivno razmišljamo, kako bi tudi razvili tako imenovano mobilnost na podeželju, pametne vasi po vzoru tudi pametnih mest, kjer bi te funkcije od direktne prodaje hrane do, ne vem, nudenja servisa, prevozov starejših ljudi, nudenja tudi kakšnih socialnih storitev, naj temu tako rečem, zaokrožili znotraj enega projekta, kjer bi tudi z evropskimi sredstvi to podprli in pilotno v Sloveniji uvedli, to je imenovano mobilnost na vasi, in mislim, da bi lahko tu najdli zopet določene prihodke za kmetije, kjer bi, ne vem, polovico prihodkov ustvarili iz kmetijske dejavnosti, polovico lahko zaradi mene, ne vem, pomoč starejšim, del socialne službe, ki jo danes že imamo organizirano, pa bi jo mogoče lahko lažje približali na tak način ljudem. Poznam celo vrsto primerov iz Nemčije, ko tudi kmetije postanejo na nek način domovi za starejše ljudi oziroma nekaj ljudi pride tam in potem v lepem, prijaznejšem okolju preživi svojo starost. Tako da kmetijstvo in pa podeželje bo moralo se odzvati na te spremembe v družbi. Sam sem zelo ponosen na to, da kot sem že dejal, da smo infrastrukturno slovensko podeželje uredili in da je ta kvaliteta življenja, vsaj zame, ki živim na podeželju, zelo primerljiva z mestom. Mnogokrat, ko se pozimi tudi ukvarjamo s kakšnim slabim zrakom, veliko lepša in veliko bolj zdrava, in da so tu neke priložnosti, ki bi jih lahko izkoristili v prihodnje. Tako da potrebno bo iti iz starih okvirov v nove čase. Tudi nove tehnologije marsikaj omogočajo, sam osebno pa zelo podpiram to, da smo imeli, ne vem, v prejšnjem 7-letnem obdobju kar 3500 mladih prevzemnikov. Upam, da jih bo še nekajkrat toliko in da bo ta rod mladih videl zopet v kmetijstvu priložnost. Uporabim izraz, da bo kmetijstvo fancy, nekateri mu rečejo v Evropi tudi, da bo seksi, da se bodo mladi odločali, da je to tista dejavnost, v kateri bodo našli svoj prihodek. In vesel sem pa tudi tega, da je v družbi prišlo do spremembe. Jaz sem se še leta 2008 v enih odmevih soočil z znanim slovenskim ekonomistom Maksom Tajnikarjem, ki je takrat mi zatrjeval, da je nacionalni interes na področju kmetijstva poceni hrana na trgovinski polici. In hvala Bogu je v teh 8 letih ta dogma povsem padla in se predvsem mladi zavedajo, da želijo vedeti, kaj jedo,
da želijo kvalitetnejšo hrano in da želijo poznati in takrat, ko primijo za nek izdelek, videti tudi lice človeka, ki je to pridelal. In tu mislim, da so neke priložnosti, ki se zopet pojavljajo za ta manjši tip kmetij, ki je v Sloveniji, in mladi so pa v tem zelo inovativni, in v tem kontekstu bom poskušal tudi na nek način kakšno izkušnjo, ki jo vidim drugod po Evropi, prenesti v slovenski prostor. Leto 2016, ki se izteka, lahko rečeva, da je bilo za Evropo precej pestro. Soočili smo se z odločitvijo Velike Britanije, da izstopi iz Evropske unije, se pravi Brexit, pa potem pretresali so nas teroristični napadi. Hkrati še vedno iščemo odgovore, kako se učinkoviteje soočati z migrantsko krizo in bolj uspešno integracijo migrantov, kot je bilo to doslej. Po vašem mnenju, kaj mislite, kakšna je prihodnost Evrope in kaj nas čaka v tem letu, ki je pred vrati? Ja, resnično se v teh 2 letih in pol, odkar sem v Evropskem parlamentu, dogajajo stvari z veliko hitrostjo. Gospod Juncker, predsednik komisije, je na začetku napovedal ključne prioritete, kot sem že dejal, investicije, industrializacija Evrope, digitalna Evropa, energetska unija. Premetavajo nas pa krizne situacije od, če hočete, Ukrajine, Grčije, migrantska kriza, sedaj se je zgodil Brexit. Zelo zanimivo bo že v naslednjem letu, in tudi lahko usodno, ko se zgodijo volitve v 2 velikih državah članicah, to sta najprej spomladi Francija, jeseni Nemčija, in vekolikor, ne vem, v Franciji pride na oblast Marine Le Pen, skrajna desničarska političarka, vekolikor se v Nemčiji kaj zalomi gospe Merklovi in da bi bil porastel nacionalizem, ki ga rojeva tudi ta neuspešna migrantska politika, teroristični napadi, ki se dogajajo zdaj tudi na nemških tleh, je lahko resnično tudi pod vprašanjem Evropska unija. Brexit je tisti, ki bo najprej se po vsej verjetnosti zgodil, čeprav se lahko iz tega Brexita tudi marsikaj naučimo, kajti več kot jasno je danes, da so tako tisti, ki so bili za Brexit, kot tisti, ki so mu nasprotovali, na nek način računali, da se ta Brexit ne bo zgodil, da je Cameron špekuliral z tem referendumom zaradi notranje političnega obračuna z Faragem, izgubil to zgodbo. Tako da v Evropi imamo ta problem, da se največkrat problemi iz notranje politične scene selijo v Bruselj. Na nek način, večkrat sem že dejal to, da včasih je bil za vse kriv Beograd, danes je za vse kriv Bruselj, in da bi marsikdo moral kakšno domačo nalogo narediti tudi doma. Ne vem, marsikaj imajo za narediti, ne vem, ali v Grčiji, ali v Italiji, ali v Sloveniji, vendar je priročneje, če nam ne gre dobro, da so zopet nekje druge krivci za to. In to bo prva stvar, ki je bo treba na nek način razgaliti oziroma povedati jasno, zakaj je kdo odgovorni in kaj lahko kdo postori. Drugo, kar je, pa mislim, da še, kot smo že govorila, ocenjujem, da premalo Evropejci poznamo en drugega in da si, ne vem, nekdo v Luksemburgu zelo težko predstavlja, kako je na vzhodu Poljske in obratno. In ko se delajo tudi neke šablone, neke sheme, kot je bila migrantska shema, se je sprejela v nekih ozkih krogih in ni upoštevala tega, naprimer, da so v državah, kot je Madžarska, Slovaška, Poljska, da so to države, v katerih živi, če pogledamo do 3. kolena nazaj, samo 2-3% ljudi, ki niso matični Poljaki, Madžari, Slovaki. Da so bile to države vzhodnega bloka, kjer ni bilo nekih tokov migrantov ali pa selitev narodov, kjer ni bilo niti te zaposlovalne politike, kot se je dogajalo v Nemčiji in zahodnji Evropi zadnjih 40 let, in kjer so neki integracijski tokovi ustaljeni, imajo delovna mesta, nekdo pa naredi potem neko šablono, ki bi ne veljala za vse. Enostavno to ne gre in zaradi posploševanja, zaradi poenostavitve teh problemov in na koncu kar naenkrat tudi s pritiski na posamezne države ne bomo uspeli. Mislim, da se moramo spoznati, da moramo upoštevati in spoštovati te razlike, biti hkrati tudi solidarni. Jaz sem imel predlog pri tem, ko smo govorili maja lansko leto okoli teh problemov, da imamo v Sloveniji en primer, ki ga bi na nek način lahko malce vzeli za vzor. Ne vem, invalidska zakonodaja pri nas veleva, da mora imeti vsak določen procent zaposlenih invalidov, vekolikor jih ima manj, plačaš v nek sklad invalidski, vekolikor jih imaš več, dobiš iz tega sklada sredstva za
za takšne osebe, ki jih zaposluješ. In tudi v tem primeru mislim, da je danes, ko vidimo, da so se migranti usmerili v nekih 5-6 ciljnih držav, nekdo si je umislil, da bi jih razselil po vseh, 28-27 brez Britancev, ljudje pa niti tam nočejo iti. Na koncu konca jim pa niti ne more zagotoviti primerne prihodnosti, kajti vekolikor ti ljudje ne bodo imeli v prvih mesecih, rabijo streho nad glavo, rabijo, hrano in pa neko dobrodošlico, čez pol leta, leto rabijo pa svojo prihodnost v teh državah. In bojim se, da se ob tako velikih številkah, kot so se lansko leto pojavljale, je praktično nemogoče tudi v tako razvitih ekonomijah, kot je Nemčija, zagotoviti prihodnost, za milijon ljudi na leto, kaj šele v nekih vzhodnoevropskih državah, kjer imajo tudi s brezposelnostjo večje probleme kot ostale države. Tako da bolj bo potrebno en drugega spoštovati, ne igrati nekih egoizmov in ne enostavno iskati v Evropi krivca za vse neumnosti, ki jih počnemo v državah članicah. Tukaj pa so tudi božični prazniki, novoletni prazniki, pred novoletnimi še naš državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti. Kaj ob teh dneh morda želite vsem tistim, ki naj zdaj le poslušajo? Poglejte, mi imamo v 2 dneh najprej ta lep krščanski praznik, božični praznik, kjer se v bistvu tako, kot je nastala ta družina krščanska, tudi mi zberemo ob domačih ognjiščih in največkrat si takrat najdemo čas zase. Naslednji dan je dan samostojnosti in enotnosti. S ponosom se lahko resnično ozremo nazaj in pogledamo v to, kar smo 25-26 let nazaj dosegli in so si želeli skozi stoletja naši predniki. Imamo pa v tem dnevu tudi drugi del, to je pa enotnost. In mislim, da če smo uspeli, narediti suvereno državo, bo ta suverena država uspešna, vekolikor bomo bolj enotni. In vsakdo od nas, tako kot se mora najprej na božični večer potruditi za enotnost v družini, se moramo mi potruditi za enotnost v naši ljubi Sloveniji in tudi znotraj Evrope več enotnosti, povezanosti. Tako da v novem letu želim predvsem to, da bomo znali videti svoje probleme, biti pa tudi uveden do probleme drugih in na nek način čim bolj povezati se tako znotraj ožjih celic, kjer živimo vsak dan, kakor tudi znotraj Slovenije in tudi znotraj Evrope. Če ne bomo tega zmogli, se bojim, da so pred nami slabši časi in zato mislim, da se je zelo vredno potruditi za te vrednote. Strani ekipe Radia Sraka pa vam želimo uspešno v letu, ki je pred vrati in seveda predvsem srečno, pa seveda najlepša hvala za ta pogovor in za obisk na našem radiju. Hvala za to priložnost in tudi čestitke vašemu radiju, ki razveseljuje številne Slovenke in Slovence z dneva v dan. Najlepša hvala. Hvala in srečno. Naročnik, poslanska skupina Evropske ljudske stranke.